Spremljate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer, spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Bo Sloveniji končno uspelo prodati meglo? Kot se kaže, da. In to celo z državno pomočjo. Vlada Mira Cerarja, ki slovi po tem, da ima posluh za nove poslovne modele in inovativna start-up podjetja, je danes dopoldne obiskala prvo slovensko farmo megle. Panda, javi se. Paket na lokaciji. Ostavi. Okej, vsi ostamo. En naj ostane pa gleda, da ne pride redar. Ajde, čuvaj ga, ajde! Tukaj, naprimer, imamo eno lepo polje megle, to je prva klasa. Zgleda dober, a kdo ve za tole? Vse je zaprt, noben ne ve. Imamo ograje. Kaj pa količina? Od tam, da bi rekel, tukaj najboljše mi bomo cirka pridelali po izračunu na kvadrat, tako 2 kili. Kdo pa pazi vse to? Aha. No, se pravi, tam gor, ga vidite, on je naš glavni meglar. On skrbi za prvo klaso, to je ta niva pred nami. Se pravi, pas gre 200 metrov gor, pa 200 metrov tja. Tam je pa napeljava. Tako, in od tam pride do polja neoporečna voda, tako, to je prva faza. Vodo spustimo na polje, potem pa spodaj pihamo. Tako, ta zgornji del moramo orang spremeniti, ne? In kukar nam rata smo zračunali, da bomo toliko dobre megle dobili. In cilj je, da nekje do septembra spihamo skozi prav približno 10 ton prvovrstne biomegle eko. To je vse naravno. Mi že naslednji mesec lahko začnemo prve pakete megle pošiljati. Sam tega bo zmanjkal. Ne, sam tega ne. Tam gor zdaj se ne vidi, ampak v tisti smeri. Imamo še. Tako. Tam bomo za leto. Samo da se spusti po parcel, par litrov v en bogal, ne? Bravo, sam to se naredi že naslednji dan na polju lahko z nožem režeš. Sveža megla. Sveža megla. Mi smo to metodo patentirali in lahko zdaj tožimo vsako nelegalno proizvodno megle. To že švicajo na barju. Pozor, iskalna akcija v teku, izgubo se sekretar. A me v tej megli ga nima smisla iskati, ne? Megla se nič ne ve. Ja, gremo. Saj smo videli. To že najdu domu. Saj smo v Sloveniji, ki je vse blizu. Prinašalci pomladi delajo s polno močjo. Te dni so v ospredju kurenti in vztrajniki, vsak čas se bo pojavil zeleni juri. Zima se počasi poslavlja, a v ozadju se med vztrajniki in kurenti bije hud boj za ekskluzivne pravice pri odganjanju zime in prinašanju pomladi. Več informacij o tem ima kolegica Latoja, ki je zdaj pred državnim zborom. Čau, Slavko! Spor so zakuhali vztrajniki, ki trdijo, da so prvi in edini prinašalci pomladi, medtem ko kurentom očitajo, da niso nič drugega kot karnevalske spake, zamaskirane sile kontinuitete, vodene iz poganskih murgel. Pozvali so jih naj končno snamajo maske, slečejo to ovčjo kožo in odvržejo zvonce. Poglejmo! Zvonce so mil, kurent dan pobred. Tudi danes bomo povedali, da je to ozadna kurentija. Kurenti in lauferji, larve in škoromati, ki tradicionalno odganjajo zimske dni in prinašajo pomladne, tega dela ne morejo več opravljati. Kurenti so s peticijo proti razvrednotenju slovenskih mitov zbrali že okoli 10 000 podpisov podpore. Danes so jih prinesli v državni zbor in predali predsedniku Brglezu in šefu državnega sveta Brvarju. V peticiji zahtevajo, naj se nemudoma uredi področje podeljevanja koncesij za odganjanje zime in prinašanje pomladi, saj po njihovem mnenju danes lahko že vsaka maškara trobi o pomladi. Sicer pa, poglejmo, kaj se je danes dogajalo tu pred parlamentom. Moja rožica. Ja, kam se zdaj greš? Pustijo. Jo, kaj bi jaz ne delal. Dobro. Gospod predsednik, ta ponudba kurentom je bila kar vulgarna, a nimate nobenega protokola, ki bi poskrbel za malo več reda? Ne, nobenega posebnega reda. Najprej žene vse živo. Iz sedežele in politike. Mal placa za mojo krovo. Kaj te gledate, to tega tiča? Niča vam ne bo napravo. Veste, kurente preganjajo zlo. Veste, letos imamo v naših vrstah prvič črnega kurenta migranta. Please help, I'm a hostage Germany. Kdor ne skače, nima plače, oj. Kdor ne skače, nima plače, oj.
Ko vas nekaj zebe v glavo? Kaj? 3 kope vam še bavte, če robite. Ne. Evo moje zika bi ostrodno spozolo, živijo kotke gozdo. Le to je edino krava, ki bo štoli televizijo. Če nam tako mleka parlamentu samo povej. To je pa Čartovir, naš največji pogonski svener. Izdajica se je prodal za krščansko vero. Ojde, gremo naprej, ojde, gremo, tiče vun. A tu se moramo sezuti, ali kaj? Ne, se zezaj. 2 tedna si nisem že z okno omenil. Ja, kak smrdi. Medtem ko so kuranti in njihovi podporniki jedli grofe s šefom parlamenta, so se na izredni pustni seji sešli poslanci državnega zbora. Po pričakovanju se je vnela ostra razprava med kavbojci in indijanci. Poglejmo. Tisti, ki se spet kavbojci, lahko rečemo, ni pošteno, ne? Da vsak nabildani ljubljanski udbo-politikant bo kavbojec in vse ostalo. Hvala lepa, gospod Breznik, prosim. Dajmo se v miru namaskirati. Ne bom. Tudi jaz bom letos kavboj. Gospod Breznik, prosim, ne. Prišel bom s konjem in s pištolami, s klobukom. Tamle poslušam, da je letos vse narobe, noben noče biti indijanci in kaj še vse. V času, ko smo se dogovarjali, ste ob 4 zjutraj v Opera baru bili pa vsi vine tuji. Pa vsi ste hoteli z lokom streljati, pa se s farba mazati, pa ne vem kva. Zapusta bomo opice in če koga moti, ne pove tu. Prvič. Drugič, niti slučajno nismo vsi isti, ampak smo različni. Orangutan bo kolega Pogačnik iz SDS-a in kolega Karo pa bo makak. Franc, prosil bi, prej žana, pa bod kavbojc zaradi mene. Mi ti ne težimo. Doktor Trček je rekel, če koga mora, da bo zapustila opica, ne pove to. Jaz bi prosil, da če ga vi ali pa do drug spomne, da sem na voljo in imam tudi svoj kostum za Bonoba. Naredimo pust 48 ur. Tukaj, v parlamente. Najprej peljajo kostume, pa robo. Pa 48 ur vsi poslanci se samo prevlačimo, ne glede na politično pripadnost. Sedimo tu, si naredimo maske. Potem pa naj zdaj slovenski narod naredi odločitev, ne mi. Narod. Mogoče je res razmislek, da ugotovite, ali so kolegi sploh pripravljeni priti z dogovorjeno masko. Jaz v indijanskem krilu iskreno povem, težko sedim. Jaz vem, da bom šel domov. Jaz bom ob 5 zjutraj vstal, če se hočem namazati, obleči, pa biti do 8 konc. Moram se namazati po obrazu, ker orang make-up, pa to ne sam šminka, pa škornji, potem ostroge, srebrne in fulovske hlače. V redu, če pa ne smem biti kavbojc, potem bom pa prišel kot Nemec. Gospod Breznik, ne vem, čemu to počnete, ampak v parlamentu je samo en Nemec in to sem jaz. Tako, maske v parlamentu so padle, mi pa poglejmo v naš sosednji studio. Tam kolega Marcel Štefančič nocoj začenja svojo novo oddajo. Gre za poseben domoljubni kviz, v katerem se bodo pomerili nekateri naši najvidnejši politiki. Poglejmo, kako se bo končal prvi dvoboj. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Pred nami je prvi dvoboj, diplomat proti diplomatu. Na levem fotelju je nekdanji predsednik republike in nesojeni generalni sekretar OZN, dr. Danilo Türk. Dorečer. Hvala za aplauz. Njegov nasprotnik na desnem fotelju je dolgoletni zunanji minister, ambasador in nekdanji ljubljanski župan, dr. Dimitrij Rupel. Lepo zdrav sem skupaj, pozdravljeni. Okej, vidim, da sta kar navajena teh spektaklov, ne? Ja, jaz priznam, da v kvizu še nisem bil. Okej, če bo komu slabo, sam povejta. Dajte, tega si pa res ne morem predstavljati, da bi kdo bruhal na domoljubnih temah. Okej, za uvod nekaj pravil. Najprej imamo 3 vprašanja po principu, kdo bo prej, ne? Tisti, ki zbere več točk, ima potem v finalu prednost pri zadnjem odločilnem vprašanju. Zmagovalec se vrsti v polfinale, poraženec bo moral opraviti 200 ur družbeno koristnega dela.
Ja, za marsikoga bo to prvič, da počne kaj koristnega. Ne? Moram vaju opozoriti, da je kazen za vsak napačen odgovor precej stresna. Kako to mislite? Shit, kaj pa je bilo to? 220 voltov, ni prijetno, no po drugi strani pa za vsak pravilen odgovor dobita dozo hormona sreče. The best. To je pa ful the best. Ok, toliko za vzorc, da boste vedela, o čem govorim. Vse jasno? Jasno. Spoštovana publika, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilen odgovor je vreden 5 točk. Dobro poslušajte. Koliko litrov piva na leto popije povprečen Slovenc? Imata 3 sekunde za razmislek. Kva? Nobenega odgovora, ali kaj? No, povprečni Slovenci niso ravno moje področje. Ja, tudi jaz sem bolj za vino. Povprečen Slovenc letno spije 25 litrov piva, to je 50 flaš vsak teden. Ok, na vrsti je drugo vprašanje. Za pravilen odgovor dobite 10 točk, vprašanje se glasi. Koliko tehta originalni Kurentov kostum? 3 sekunde. Gospod Rupel, povejte. Veste, da se mi tudi sanjanje, ampak glejte, bom sem tvegal. Recimo, da tehta 15 kil. Jebeti život. Gospod Rupel, 15 kilogramov morda tehta make-up pod Eve Irgl, ne? Originalni Kurentov kostum pa ima kar 38 kilogramov. Rezultat ostaja nespremenjen, na vrsti je zadnje vprašanje pred finalom. Pravilen odgovor je vreden 15 točk. Vse se lahko še spremeni, dobro poslušajte. Kako se imenuje prvi slovenski visokoproračunski pornič, ki ga je leta 2010 režiral Max Modic? Gospod Rupel! Hiša nasprot sonca, 100%. Pravilno! A lahko še enkrat. Doktor Dimitri Rupel vodi 15-0. Ok, pred nami je zadnjo odločilno vprašanje. Lahko za sproščena elektriko smo izklopili, ne? Doktor Rupel ima res da veliko prednost, a nič ni odločenega, ne? Ker finale prinaša kar 20 točke. Toč dobi tisti, ki se bo bolj približal točnemu odgovoru. Zadnje vprašanje vama bo zastavil nihče drug kot nekdanji predsednik Milan Kučan. Dobro večer, Rema. Torej, dobro poslušajte. Vprašanje se glasi. Koliko odstotkov Slovencev je bilo vsaj enkrat na Triglavu? Imate 5 sekund za razmislek. Hvala. Čas je potekal, gospod Rupel, odgovarjate prvi. Recimo, jaz bi rekel, da na Triglavu je bilo recimo 25% Slovencev. 25? Prav. Gospod Turk, vaša naloga je, da se odločite, ali jih je bilo na Triglavu več ali manj kot 25% Slovencev. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste zgubili. Ja, razumem. Rekel bi, moj odgovor bi bil, da je bilo na Triglavu manj kot 25% Slovencev. Vaš odgovor je napačen. Zmagovalec dvoboja je doktor Dimitri Rupel. Hej, kdo ne skače ni Slovenci, Naša raziskava je pokazala, da je bilo na Triglavu vsaj enkrat v življenju 29% Slovencev. Gospod Turk, blizu, a vseeno
zelo daleč od uspeha. Kaj hočemo? Ponavlja se OZN. Nekdo zmaga, nekdo pošne. Takšno je pač življenje. Čestitam gospodu Roplu. Ja, kaj pa, kolega? Bilo mi je čas. Ja. Iskrena čestitka, gospod Rupel. Kaj ne rečem? Vidimo se v polfinalu, ne? Hvala pa RTV-ju za ta odličen kviz. Hvala pa. Spoštovani gledalci, spoštovana publika, to je bil naš prvi domoljubni kviz. Muziko je vrtela DJ Lorela. Vidimo se naslednji teden v istem času na istem kanalu. Živo! Tako, spet smo nazaj v bučkah, na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Pozdravljeni. Potem, ko je naše rokometaše popeljal do bronaste medalje na svetovno prvenstvo, selektor Veselin Vojović trenutno prav pod Črnogorsko počiva na lovorikah. V ekskluzivnem intervjuju z Gregorjem Drnovškom je odkrito povedal, kaj si misli o Sloveniji in Slovencih. Selektor, zdaj živite v Sloveniji, nekako znano je, da imate Slovenijo radi, da vam je zelo blizu, ali res razmišljate, da bi ostali pri nas? Pa pismo, glih smo kupili od enega Albanaca 5-6-sobno stanovanje, a to v Ljubljani, v centru. Zdaj imaš vse bliz. Na eni strani gore, Alpe, hribi, na drugi strani Urca, pa si na morju, pa to nimaš nikjer druge, ne more biti bolje, to je to. Torej, Slovenijo ste očitno sprejeli že kot svoj novi dom. Se spomnite morda česa, kar bi se pri nas dalo izboljšati? Ali pa popraviti? Ja, sicer tega ne opazim. Baje je tu zelo drago. Da je dražji kot v Zagrebu. I da je posod toliko Slovenca, ki so plačani izjemno zelo malo. Ipak, jaz sem kar dober plačan, kot da nimam teh problema. Še beseda o Slovencih. Kako so vas sprejeli v to svojo sredino? V glavnem se drži delovna etika. Ampak, ko pride konc tedna, je to pol neka druga priča. Med tednom normalni trezni delavci. Zdaj iz policije moje i kakšne moje izkušnje. Najprej smo se napili i potem je bilo se laže. Bio sam antialkoholičar, zdaj pijem. Tako za rundo vedno da. Za konec novica iz kulture. Filmski režiser Mitja Okorn, ki zadnja leta uspešno deluje na Poljskem, je te dni na Koroškem začel snemati prvi slovenski zgodovinski špektakl, narejen po literarni uspešnici Janeza Janše Noriško kraljestvo. Film z naslovom Beli panter in Črni gad naj bi prišel v kinematografije naslednje leto. Snemano lokacijo je včeraj prvič obiskal scenarist, sosed in producent Janez Janša, ki pa z videnim še ni bil povsem zadovoljen. Zjutraj smo videli sceno borbe in glede na to sceno se z Mitjem tudi odločava o finančni pomoči iz družinskih proračunov. Še vedno nista razdelani Pučnikov in moja vloga kralja. Opazil sem tudi določene zgodovinske nedoslednosti in pa seveda en sam lipicanec ne bo dovolj. Odvisno od tega, kolikšna bo cena vloge, pa bom lažje presodil tudi, ali odpustim ponoč režiserja in se lotim režije. No, jaz mislim, da je zaenkrat gor vse the best. Moja vloga v tem filmu je, da nasledim scenarista, njegove emocije, energije, pri tem mi še nihče ni niti privatno, niti uradno nič komentiral, kar je dobra reč. Nehal sem tudi nositi kapce, tako že pokažem Janezu, da razumem njegovo frustracijo in da smo brata. Za koga? Za Slovenijo! Janša! 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 Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Spremljajte nas na družabnih omrežjih, gledajte nas na YouTubeu ali na RTV 4D. Spet se vidimo v soboto zvečer, lahko noč in miren spanec.